Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Čak, Cirej, sem nekaj grem iskat. Evo me, kuli, gospe in gospodje, kemični svinčnik. Pozdravljeni v toplovodu, s Cirejem, solastnikom blagovne znamke Toplovod, gradbenim mogodcem in rejcem pasenskih zlatih ribic. Vas nadvse toplo pozdravljava. Midva sta super, upam, da ste super tudi vi. Vreme je krasno, čeprav mi je prejle pred par urami doktorica Lučka Kajfež Bogataj, s katero sva debatirala za potrebe podcasta Nihilizem, rekla, da mogoče ni tako fajn biti vesel tehle temperatur 9. aprila. Evo, tako da veste, skratka, upam, da ste fajn, midva sva. Aprilska bitka za pozornost številka 2 na sporedu. April tokrat posvečava pranju možganov, takem ali drugačnem. Prejšnji teden smo govorili o povprečnih 8 urah ekrana za najstnike razvitega sveta. Danes govorimo o tem, kako vpliva na nas recimo mnogotera propaganda, ki ji nismo v resnici izpostavljeni samo kadar spimo. Govorimo o različnih virih ali pa poslanstvih te propagande, o ekonomski, politični, ideološki, takšni in drugačni. Skratka, tega je kar nekaj. 0 1 475 202. Kaj mislite, nam sporoča še kaj več kot to, da rabimo novo ponu, novo senčilo za oči ali pa novega politika? Kako nas oblikuje kot družbo, kot posameznike? Zanima nas ta psihološki aspekt, kako funkcionira, kako v resnici sploh deluje na nas propaganda, na katere strune igra. Ne? In super uvod v tole oddajo se je ponudil, kar sam pridem in seveda, a imava že linije polne. Cirej, se ne moram verjeti, ni Liga prvakov. Toplovod poslušajo ljudje, ki ne gledajo Lige prvakov. Upam, da to ne drži povsem, ampak jaz sem vesel. Skratka, super uvod v tole temo se je ponudil, ker sam pridem ravno v času poročil in z maestrom Cirejem seveda malo pogledava tradicionalno poročila, kot vsak torek že 20 let in to je bil en tak, kako bi temu rekel, neprekinjen rafal totalne histerije, ob kateri je Cirej dahnil samo Miha, svet je znoro. Vsebine so pa naslednje, jasno, prva vest je bila tista bomba, ki je ni bilo, ne, ker je bil samo en e-mail enega z dolgočasnega mulca. Skratka, histerija je poskočila na 100, mamice jokajo, da ne bodo otrok v šolo poslale, ravnateljice, ki so seveda pridne in so zato postale ravnateljice, so čisti sebe. Janković uvaja dodatne varnostnike v ljubljanskih šolah. Sledila je seveda ena taka kako bi rekel, dnevno informativna klasika. Sosed ubil soseda zaradi parcele v vasi Podgora. Da si še malo trdimo to naše prepričanje, da je svet, vključno z našo sosesko, res en totalno nevaren plac. Ne. Potem jasno smo bili že dovolj razneženi, da je sunila še informacija, da je nek islamski terorist spet poslal mail, da bodo razstrelili Ligo prvakov, in so bili vsi v luft in se je oglasil Brane Kastelic z Londona in je rekel, London še ne gori, še vedno je cegel na ceglu in skratka ni še mrtvih. In potem
potem nekako nastopa že točka, ko smo se strinjali vsi skupaj, Cire, da pa potrebujemo že več varnosti. Ne? In potem so nam spretno ponudili novico, da smo absolutno zreli za ukrepe, da bomo v Ljubljani dobili nove radarje. To je bila naslednja novica in da bo župan privijačil na semaforje in kup novih radarjev, ker seveda nam ne gre zaupati, ne, ker pač svet je en nevaren plac, kjer sosed ubija soseda, kjer bodo razstrelili Ligo prvakov in kjer mulci pošiljajo maile okrog, da bodo pobili vaše otroke, zato ker hodijo v šolo, jasno. Ne. In da bi seveda se učvrstili še dodatno v nekem prepričanju, da je to čist prav in legitimno in seveda najbolj potrebno so šli še na Hrvaško pogledati naše novinarke in novinarji in nas obvestili o tem, da bodo pa v Zagrebu privijačili pa 48 teh istih radarjev in to ne tako milostnih radarjev, kot jih imamo v Sloveniji, ker je zgolj navadna kamera, ki ti posname registrske tablice, ampak takih, ne, Hrvatje dajo pa take, ki te snemajo v avtomobil in dejansko vidijo, a ti telefoniraš ali onaniraš. Skratka, in Cire je potem še enkrat rekel, Miha, svet je znoro. Hvala, Cire, za ta odličen predložek, ne, tvoje vprašanje, oziroma ne, tvoja ugotovitev, tvoja konstatacija je povsem na mestu, ampak dajmo se vprašati, a je svet znorel, ne? Ali pa nekdo svet manipuliral to norost, ali pa nekdo želi ustvariti vtis, da je svet znorel. Ne? Ker taka poročila so res spoštovane in cenjeni, ne morem drugega reči kot eno veliko sranje na kvadratne. Kup nekih paranoidnih domnev, špekulacij, onaniranja na podlagi nekih poslanih mailov, strašenja in njihovih seveda posledic v obliki represije, ki je bila tokrat pač eno vijačenje občinskih radarjev po prestolnici Slovenije in nam bližnje Hrvaške. Skratka, za kozlat. Ampak potem, dragi moji, ne, se pa zgodi en čudež. Potem pa vseka reklamni blok. A ne, Cire, kako naj jo je pomiril, ne? Če nam propaganda v poročilih dopove, da nismo v redu, ne? Da je svet res en grozljiv plac, kjer je totalno nevarno živeti, ne? In se lahko zdaj naše življenje zelo apokaliptično končane. Nam je pa ekonomska propaganda naj je povsem pomirila in nam je pokazala, ki je rešitev. Ne? Vstopiš v nek odnos, v nek nakup in dejansko si rešen. Gledala sva skupaj reklamo, dva mlada človeka sta ni taki pomladni livadi ležala in res sta bila srečna. Ful sta bila srečna in midva tako s Cirejem razmišljava, zakaj sta bila srečna, ne? In čakava, ne? In pol ugotoviva. Zato, ker ima ta paket trojček od kaj je bilo že, Cirej? Od Telemacha. Ne. Ali od T2, saj ne vem. No, skratka, spoštovani in cenjeni, o tem bi rad govoril z vami. Ne? O tej spregi informacij, ki jim praktično ne moramo več ubežati. Ne? Zdaj sem zelo praktično postregel s tem, kaj se je meni kot nič hudega slotečemu zemljanu oziroma državljanu dogajalo v zadnjih 2 urah. Ne? Jaz teh informacij nisem želel videti. Jaz sem pač vstopil v nek prostor in Cire ima vedno pač priklopljena poročila. Ne? Ampak zdaj, če bi se vozil po ulicah, bi zrl po obcestne panoje, ne? Kakšne bistvene razlike ne bi bilo, ali bi mi pa radio igral v avtomobilu, ali bi pa bulil v telefon, ki bi me utrjeval v podobni veri. Ne? Skratka, danes o psihologiji oziroma o psihozi propagande. Redki so trenutki v dnevu, ko nismo izpostavljeni raznoterim propagandnim vsebinam, trženskim, ideološkim, političnim, doma in na poti nas dosežejo prek sodobnih tehnologij. Če pa slučajno zmanjka baterije, so tu obcestni, da ne rečem pocestni panoji, ki so že zdavnej prekričali življenje samo in tisto, kar se dejansko godi za njimi. Ne? O toplovodu, tokrat o posledicah izpostavljenosti tem vsebinam. 01475 očitno začenjamo brez uvodnega songa. Cirej, a si ti prepričan, da bi vzela tale telefon, ker mene to ful skrbi? Ne? Skrbijo me ljudje, ki pokličejo še preden rečem dober dan. A poskusva? Ampak a veš, da se nahajamo v tem retrogradnem Merkurju?
dajva tvegati. Dober večer. Živijo Mihi. S kom govorim? Tomaž. Je pa ne, da te skrbim, no. Ja, nisem vedel, da si ti. Ja, lej. Jaz sem na tekočem s toplovodom, ne. Ti si na tekočem, seveda ti si videl verjetno na Discordu. Discord sva pozabila Tako je. reklamirati na Discordu reklamo, ker sem seveda že priobčil temo danes v dopoldanskih urah. Ja, in evo, si že zmanipuliral, ne, v bistvu. Ja, evo, sem vam že oglas, ne. Priklopite se Tako na je. Discord, ne, vašo to aplikacijo si kako že zložite dol v, kako se že reče tistmu na telefonu, App Store imam jaz. Jaz imam Google Play, ali kako se reče. Evo, Ja, in vse bo super. tako je. Najprej bi rekel, ne, da meni je tako zelo zanimivo, ne, da en trol napiše pač neko sporočilo in vse zaskrbi, v mamici so oči zasekirane. Mislim, vse razumem, ne, verjetno, če bi bil jaz starš, bi me tudi skrbel, ne. Ja. Ampak po drugi strani pa vse te mamice in očkati dajo svojim bombončkom telefone v roke in se noben nič ne sekira, ne, kaj bojo po telefoni naredili z njihovim otrokom, ne. Tako, mislim, definitivno je to ena veliko večja grožnja, ne samo njihovim otrokom, ampak celotni civilizaciji, ne. Ok. Tomaž. Tega se pa nobene sekira, ne, mislim. Ja, ampak zdaj sva šla malo mimo teme, čeprav se tudi to dotika tega, o čemer nocoj govorimo, ne. Ja. Ampak rad bi govoril o tem, govoril o teh vsebinah, ne, o teh propagandnih vsebinah, ki nas dosegajo v tej bitki za pozornost, ne, ki je vseobsegajoča, ne, živimo v enem takem v enem času ene totalne digitalne revolucije oziroma evolucije, ko smo obstreljevani s terabajti informacij vsak dan, vsako minuto, ne? Ko pa zmanjka baterije, pa prevzamejo obcestni panoji in tako naprej. Skratka, redke so minute v našem zavestnem dnevu, da nas ne bi dosegla takšna in drugačna propaganda. Pa me zanima pravzaprav to, ali se kdaj sprašujete, kakšne psihološke trike uporablja in v kaj nas želi prepričati in na kak način nas mami oziroma vabi v neke odnose z njimi, ne, ki so vnaprej pripravljeni, načrtovani. Skratka, tukaj gre za igro, katere izid je za nekoga znan, ne, za nas pa morda niti ne v celoti. Ali se pa motim? Meni se zdi vse dokaj precej jasno, ne. To bombardiranje je izključno zato, da na koncu mi nekaj kupimo in da nekdo profitira. In to je edini cilj je samo to, ne. Tomaž, to poznamo, ne. Seveda, da je edini cilj, bom rekel, kopanja za našo pozornost je to, da nam kot končno posledico nekdo nekaj proda. Ampak mene zanima pa nekaj drugega nocoj, ne. Ja. Mene zanima pa to, na kak način funkcionirajo, učinkujejo te vsebine, ne. Jaz sem v svoj uvodni traktat začel s tem, kako sva midva s Cirejem dojela, na kak način želijo spremeniti poročila najin odnos do sveta, ne? In sva rekla, wow, to je zdaj en grozen plac, ne? Ampak jaz bi rad govoril pa o oglasih, o tem prijaznem delu medijskih vsebin, ki je pa povsod, ne? Ali pa recimo v spregi enega ali pa drugega, ali kako med seboj sodelujete, kako recimo en oglasni blok deluje na nas. A si kdaj razmišljal o tem? Ja, jaz zadnje čase sploh tako, ko sem malo bolj odrasel, ne, oziroma starejši, sem tako izrazil, zelo veliko razmišljam o vplivu vseh teh oglasov pa to, ne. In jaz bi rekel, da lahko iz svojega vidika povem, ne, da jaz bi rekel, da predvsem nam skušajo povedati, koliko so naša življenja bedna, in da pač, če pa kupimo nekaj, kar si pa itak že prej povedal, bo pa boljš, ne. In s tem pol si dvignemo dopamin in potem pa spet rabimo, ne. Itak. Mi smo dopaminska družba, ampak zanima me še, ne kljub vsemu me zanima, kako zdaj, ti si rekel, da se ob ogledu oglasa ali pa ob recimo, ko tvoji možgani zaznajo neko glasno sporočilo, dobiš občutek, da nisi dovolj. To me zanima, ne? To me zanima, a lahko kak primer, recimo, kdaj si zagledal oglas, ob katerem se nisi počutil dovolj, ne? Da ti je oglas dopovedoval, da ti nekaj manjka. Ja, recimo, pač jaz sem tako rekel, da sem že prišel do te stopnje, da pač ne samo grejo na živce oglasi in se jih izogibam, kolikor se da. Recimo YouTubea se sploh izogibam zadnje čase, zgolj zato, da na mojo podzavest to ne vpliva, ne? Ker tudi, če
jaz zavestno vem, da to, kar oni prikazujejo, ni realno, ne, bo vsem podzavestno vplivalo. Zdaj recimo, da bi rekel, kdaj sem se manj počutil, ne vem, ko gledaš gledaš oglase na YouTubeu, so vsi fantje tam mišičasti, postavni, lepi, brez gub, mislim se, jaz pa 27 nimam gub, ampak ne. Idealni. Hkrati je pa slabo tudi to, da tudi ženske so po drugi strani na vseh teh reklamah idealne, ne? In zadnjič se peljem z avtom, oglasni pano za neko spodnje perilo. 2 punci, obe postavni, perfektno, vse, zadnjica, prsi, koža, vse idealno, ne? Pa so to manekenke, ki so še dodatno photoshopirane, in pa prideš v realno sliko, ne? Pa vidiš ženske, ki pač niso take, ne? In pa na koncu ti iščeš žensko iz oglasa, namesto da bi pač iskal pač neko realno stvar, realno osebo, ne? Ok, prepričan sem. Bi rekel, da to ne, recimo, vpliva tudi na nas, ne? Ja, pa zato bi rekel, recimo, sem se zadnjič, sem tako da povem, sem se s kolegom pogovarjal in je rekel, da je inteligenten človek, ne? Zaveda se vseh teh pasti, ne? Ni pač neumen, ne? In je rekel, da je za par dni se ujel na TikTok in so tam skozi lepe moške prikazovali. In se je on pogledal v gledalo pa rekel, fakej, ti si enka od 10. In je mogel iti ven med ljudi, da je videl, da pač ni enka od 10. Da je videl dovolj grdih ljudi, da se je prepričal, da je kar v redu, ali kako? Ja, to je inteligenten človek, ne? Ja. Ne rečem, da je en odvisnik od socialnih omrežij, ne? Jaz trdim, da je propaganda vseh pojavnosti zelo inteligentna zadeva in da je zelo inteligentno ustvarjena in da so za njo algoritmi, ki nas pravzaprav poznajo bolj kot mi poznamo sami sebe in da pravzaprav znajo pritiskati na naše znajo poiskati naše vzvode, ki nas premaknejo, ne? In o tem bi rad govoril, ne? Če se jih zavedamo, pa katerih pa tako naprej, ne? Ja. Pa jaz bi rekel, da sem dost o tem premišljeval in dost se izoliram, sem rekel, teh reklam in kaj mi ponujajo in mi ponujajo, ne vem, nov avto in mi ponujajo, ne vem... Tomaš, rad bi tole na hitro, ponujajo nam nov avto, ponujajo nam nov kredit za avto, ponujajo nam zdravo zelenjavo, različne življenjske sloge, pač ni da ni, ampak zdaj recimo Miha tukaj na Discordu piše, ne, to je ena taka misel, ki jo, kadar začnemo te debate, veliko krat ujamemo, ne, in prav vsakdo ima svoj cedilnik, vzameš, kar te zanima, ostalo v smetilnik. Meni se zdi, da to ne drži, jaz se z njim ne bi strinjal, ne. Ja. Ali drži, da smo sami sposobni Jaz bi rekel, da tudi če mislimo, da smo sami sposobni, da nas vse na koncu nategnejo, no. Tako bi rekel. Jaz zase bi rekel, da sem sposoben, ampak jaz ponočem bi zdaj vzvišen, ampak jaz sem to predtem o tem razmišljal, ampak mislim, da večina na koncu je nategnjena, oziroma večina je zmanipulirana, no, tako bi povedal. Kaj to pomeni, da je večina zmanipulirana? Ja, da recimo ti, ko nekaj vidiš, pa kupiš, misliš, da si kupil zato, ker ti to dejansko rabiš, ker, ne vem, te bo dejansko prav prišlo v življenju, ampak na koncev tega ne rabiš in pač so te samo še premamili pač sopet z reklamo, ne? Ok. Tako bi rekel, no. Tomaš? Ja. Najlepša hvala za pogum, pa za... Ja, pa sam to bi rekel, ne, sorry, vidim pa, da si že grozil na Discordu, da boš kar poklical, tako da spoštovanje, spoštovanje in cenjeni, tako se dela. To je da me nekaj spet zafrkavaš, ne? Ne, sploh te ne. Zakaj imaš tak občutek, da vedno, ko te pohvalim, misliš, da držim? A to je ta slaba samopodoba, ker gledaš reklamo za spodnje perilo za moške in so vsi bolj možati od tebe? Ne, pač jaz Mihi vem, kakšen si ti, ne? Ti pač rad malo provociraš, malo me hetaš, veš, da si starejši, pa pač verjetno bolj izkušen in me pa tako malo, ne? Pa dobro, jaz to pač vzamem kot del te najne igrice, ne? Ko boš pa ti dementot, pa starejši, pa jaz tebe hetal, pa sem tako zmenil, ne? In to bo kmalu. Ja, ne, to bi rekel, pozval bi vse ljudi, da so socialna mreža strup in da starši, ki delajo v tehnoloških podjetjih, ne dovolijo svojim otrokom telefonov. Tako pač ljudje, zavedajte se, kako gre družba, pač groza je pač čez 10 let. Če je zdaj Tinder aplikacija, da iščeš partnerja, bo čez 10 let aplikacija, da boš iskal prijatelja.
tako pač brez empatije, pač človeštvo brez empatije, brez pač groza je. Ne vem, kako se ljudje tega ne zavedajo. Jaz ne vem, nič sam ne morem spremeniti razen na sebi, ampak ljudje bojo čez 10 let vsi depresivni in to ni dobro. No? Tomaž, kaj ti bo prijatelj, če imaš aplikacijo? Najlepša hvala, bo dobro. Ja, adijo, Miha. Živijo, Tomaž. Evo, Tomaž je bil to kot prvi govorec v drugi epizodi Aprilske bitke za pozornost. Dober večer, kdo je naslednji ali pa naslednja? Mislim, da sem jaz. Ja. A sem? Živijo, ste. Živijo. Jaz sem pa Urška. Urška živijo. In mislim, da prvič kličem sem. Bravo. Kar pogumno, Urška. No, meni se pa zdi, da pač propaganda itak je, ne, vsak bi rad neko svojo stvar fural, ampak kaj pa če to rabiš? Kaj pa če določene stvari res rabimo in se pustimo, ko je prej Tomaž rekel, nategniti z nekim namenom? Naprimer? Ja, recimo, ker vedno, mislim, propaganda zmeraj deluje na tak način, oziroma ne propaganda, marketing v bistvu bolj, ne, da, dajmo prodati to, da bo človek dobil ta rezultat, ne, spravi, zmeraj iščeš nek dodaten, nekaj, kaj bo potem, ko on to ima. Zmeraj na tak način deluje, ne, in pri ženskah je, da bojo se počutile boljše, bolj sposobno, ne, pri moških, da bojo nekaj imeli. Ampak čeprav razumem, zdaj recimo mi živimo v enem svetu, a lahko rečeva, relativnega izobilja. Ne, recimo, da imamo vsi vsega skoraj dovolj, ne. Zdaj predstavljam si, da je naloga tržnikov oziroma marketingarjev in izdelovalcev teh sporočil, da nas pa kljub temu, da imamo mi vsega dovolj, prepričajo, da nismo popolni, ne? Da nam do neke popolnosti ali pa do občutja sreče ali pa do enega človeka vrednega življenja manjka še recimo en res dober paket trojček, ne? Ali pa res eno fino senčilo za neki, ne vem, zakaj se senčila uporabljajo, Cire, ti veš. Za senčenje. Za senčenje, ne? Ja, da ti sonce ne blišči v hišo. No, to. Ja, mislim, eno je kao propaganda, ali pa marketing, ne, za tiste, ki se pač počutijo slabo, da se bojo pa počutili boljše, ko bojo to imeli, ne, zdaj, če se bojo res ali ne, je to odvisno pač od njih samih, ali je to res tisto, kar rabijo ali ne. Druga je pa, kaj pa če jaz res iščem to zadevo, ja, absolutno, pač seveda. Mi blešči sonce in rabim senčila. Ja, potrebujete senčilo, ne, sigurno. Ne, mislim, da ste druga senčila imeli v mislih, ne, prijetno za oči. Ne, nisem imel, ampak ja, krasna so ta senčila okenska, ali kako, senčila bled. Ja. Ta pojem slabo, ki ste ga uporabili, ne? Ja, se to je itak relativno, ne, jaz lahko vidim neko stvar kot slabo, ti pa kot dobro, ne, ali pa obratno. Ja, ampak lahko rečeva recimo, da propaganda, da je ena taka osnovno gibalo propagande je ta napetost med tema dvema potencialoma, kot bi rekel pokojni Sašo Hribar, med slabo in dobro. Skratka, mi bi to svoje slabo počutje radi razrešili z nečem, ne? In razrešimo ga s tem, da kot veleva propaganda stopimo v nek ekonomski odnos z nekom, ne? Kupimo to senčilo. Ja, mislim, v vsakem primeru človek zmeraj išče nek način, kako biti srečen v danih okoliščinah. Ja, no, mene pa zanima, če lahko propaganda ustvarja občutek, da se mi počutimo slabo, ne? Kljub temu, da smo absolutno, pa sej to je pa itak ves čas, mislim, prav propaganda, kot to, kar se fopa iz medijev, to je absolutno namen, da bi se mi počutili slabo. Ker jaz, če zmeri gledam, da je svet dejansko ful lep in je ful boljši, kot je bil 100 let nazaj. Mislim, poglejmo, imamo pitno vodo, imamo elektriko, večina nas je na toplem, imamo si za jesti,
ali pa vsaj velika večina, skrbi se za sočloveka v veliko primerih, manj je nasilja nad ženskami in otroci. Ne rečem, da se ne dogaja, ampak je tega ful manj, kot je bilo včasih. Včasih ženske nismo imele absolutno nobenih pravic, otroci še manj. In kaj je tukaj slabega? Zdaj smo sigurno na boljšem kot pred 100 leti. Ali pa še več let nazaj, ne? Zdaj, če nas pa povsod vse čas poslušaš, joj, pa je to, pa prihaja oslovski kašelj, pa prihaja COVID, oziroma mislim, med COVID-om je bila huda propaganda, da smo se vsi mogli bati. Ali pa zdaj s tem, kar ste prej omenjali, s temi grožnjami, pa to. Ne, nisem omenjal, jaz sem se samo spraševal in sem se oba spraševala, ker sva res skoncentrirano in bom rekel do neke mere zgroženo opazovala ta poročila, ker so bila res totalno apokaliptična. Ne? Sosed umoril soseda, islamist je poslal mail na Ligo prvakov, ta drug terorist je poslal mail v osnovno šolo, ne vem, Frana Levstika. Ne? Skratka, sosed umoril soseda. Ne? Zdaj, kakšen je namen, a je to slučaj, da se nam vsak dan zgodijo takšna poročila, ali je za tem mogoče slutati kak namen? Ne more biti to slučaj, ker če bi bil slučaj, bi bilo to nekako izenačeno, bi iskali tudi dobre novice, ki jih je pa zelo malo, ne, če primerjamo. Ampak veste, kaj bodo oni rekli, če bi šli vi zdaj v uredništvo te televizijske hiše, ne, zdaj ne smemo glasov, pač ne smem reklamirati, katera poročila sva gledala, ker je to nespodobno, da sva to v tej hiši počela. Ne? Lahko pa povem, da niso bila z tej hiše, čeprav ne bi bilo velike razlike, lahko tudi to povem. Ne? Ampak zdaj, če bi šli vprašati... To je clickbait, da išče se nekaj, kaj je drama in bolje drama ali pa neka radovednost, več ljudi klikne in to je potlej res več reklam in več denarja pač preteče. Če bi šli vprašati urednike, bi rekli v poročilih, pač potrebujemo strah, spermo, nasilje in limonado. Ne? To prodaja oglase. No, pa nas imaš pa eno par takih, ki pa namensko nočemo tega spremljati in tega podpirati, ker zakaj bi gledala poročila, če se slabo počutim po njih. Pa ko vem, da ni v svetu samo to, ampak je to en majhen delež, ki ga predstavijo, kot da se sem to dogaja. Ne? A se vam zdi, da bi morala biti naša pravica, da bi mi uživali budne trenutke naših življenj, če se odločimo brez takšne ali pa drugačne propagande? Absolutno. A bi bilo potem, po vašem mnenju, bi recimo glasovali, če bi bil referendum, pa bi se odločili, da v tej deželi ukinemo eksterno oglaševanje? Ok, kaj ta eksterno pomeni? To so ti jumbo plakati. Ne? Recimo, ti se pelješ iz Kranja v Ljubljano in trčiš ob to nekdaj čudovito, nekdaj pravzaprav kar lepo vas, ne bom rekel čudovito, Šentvit, ne, in pravzaprav že 20 let ne vidiš več vasi in življenja za oglasnimi panoji. Skratka, življenje takšno, kot je, so prekrili oglasi za ponve. Ja, mislim, ampak se bojo kje druge oglasi. Oglasov se bomo težko znebili, ne? Če ne drugo, bo nekdo kričal pred trgovino spet, tako so včasih, da pridite sem, kupite to pa to. Urška, lahko še vi poveste, kot je Tomaž povedal, ko gleda tiste fante, ki oglašujejo spodnjo perilo in se ne počuti dovolj, ne, ko to gleda. Zaradi fantov se ne počutim slabo. Ne, ok, ampak kdaj ste se pa vi nazadnje počutili tako, ali pa kdaj ste nazadnje shekali neko glas, zdaj pa vidim, ne, kaj hočeš ti od mene, ne, vidim, kako želiš, da se jaz počutim, ne. Čisto vsako glas hekam, tukaj imam že, če ne inteligence, vse intuicije, točno vem, kaj je namen. Če ga pa ne takoj zaznam, grem pa ponavadi iz radovednosti, pogledati pa tu smo, ok, vredo je. Pa kak je tudi uspešen, ne? In tudi kupim kaj normalno, ampak ne zdaj iz nekega razloga, da bi me ta reklama
spravila slabo voljo, pa pol kupim, da bom boljše volje, ampak preprosto, ker se mi zdi, da bom pa res s tem profitirala. Mislim, da bom imela nekaj od tega, ne sem, da se boljše počutim, ampak da bo uporabno in... Ja, Urška, evo, za prvič je bilo tole daleč od slabega, ne? Ja, le bi bilo še bolj pozitivno, ne? Ne, super je bilo. Najlepša hvala, Urška. Nekaj. Živijo. Lep večer. 01 475 2202, aprilska bitka za pozornost številka 2. Danes govorimo o psihologiji oziroma o psihozi propagande. Redki so trenutki v dnevu, ko nismo izpostavljeni mnogim različnim propagandnim vsebinam, trženskim, ideološkim, političnim ali pa spregile teh, ker itak gre za neko kombinirano igro. Doma in na poti nas dosežejo prek sodobnih tehnologij, ki so vedno boljše in pravzaprav dopuščajo vedno manj časa v dnevu, ko smo lahko brez, če pa slučajno zmanjka baterije, so pa tu vedno za nas in se množijo, kot gobe po težju obcestni panoji, ki so že zdavnaj preupili življenje, ki se nahaja za njimi. Tudi recimo v Ljubljani je šlo za sprego teh avtobusnih postaj, ki so nekako javna infrastruktura in znamenitega oglasnega podjetja in so postali to tudi neke vrste oglasni panoji. Skratka, v toplovodu bi pa rad govoril nocoj o izpostavljenosti oziroma o posledicah izpostavljenosti tem vsebinam. A kdaj razmišljate o tem, kako te vsebine nas oblikujejo, kako oblikujejo neke družbene norme, kako oblikujejo naše nazore, kako oblikujejo naše poglede na svet? Kakšne nas ustvarjajo na nek način, ker na nas imajo vpliv, ne nazadnje poganjajo ekonomijo, kakršna je, ki gospodari svetu, kakršen je, in te stvari so silovite in je prav, da o njih na ta način razmislimo. Skratka, zelo na kratko, ali nam poleg tega, da res rabimo novo ponu ali pa novega politika, povejo še kaj bolj usodnega in mogoče celo nezdravega. Ali pa ne, 0475 2202, cirej, da enega na hitro, da spijem par požirkov vode, pa nadaljujemo.
Toplovod. Aprilska bitka za pozornost številka 2, psihologija oziroma psihoza propagande. Naj še enkrat na kratko ponovim, zakaj gre. Govorimo o tem, da smo ves čas obstreljevani s takšnimi ali drugačnimi propagandnimi sporočili. Lahko jim rečemo tudi reklame za to, ono, tretje ali pa četrto, ne, trženske, ideološke, politične in tako naprej. Ne. Doma in naspoti nas dosežejo prek sodobnih tehnologij, ne, torej programske in strojne opreme, ki jo imamo ves čas v žepih in je integrirana tudi v naša vozila, v naša stanovanja in tako naprej. Če pa slučajno zmanjka baterije ali pa napetosti, so pa tukaj vedno obcestni panoji in kup tovrstne reklame, ki je že zdavnaj preupila tudi tisto, kar se godi pod njimi pa za njimi. Ne? Zanima me pa, kako vi razmišljate kdaj o tem, kako takšne vsebine vplivajo na vas, ne? Kako dosežejo učinek, ne? To nas pravzaprav zanima, kako dosegajo učinek, ne? V kaj nas prepričajo, da na koncu mi na tak ali pa drugačen način sledimo njihovemu diktatu, ali nam poleg tega, da potrebujemo novo to in to pono, ali pa novega tega ali pa tega politika, povejo še kaj, kar si mogoče težko priznamo ali pa se tega nemara sploh ne zavedamo. Dober večer. Halo, Živijo, s kom govorim? Egon tukaj. Egon, živijo. Živijo. Jaz imam eno čist fundamentalno misel okrog propagande. Namreč, kot vemo, ali kakor je znano, človek v povprečju večino dneva vozi na avtopilota. To pomeni, da njegova podzavest upravlja večino funkcij, ker večino stvari počne rutinsko. No, recimo, da nek delež pa kljub vsemu uporablja racionalni um za prepoznavanje novih stvari oziroma za učenje. No in tle smo z problemom možganov. Možgani so zelo dovzetna zadeva, ko si zelo radi zapomnijo informacijo, izgubljajo pa podatek, s kje je ta informacija prišla. Torej, sledljivost informacije je tukaj ključnega pomena. In vsakašna informacija, ki nima sledljivosti, je v principu propaganda. Namreč znanost se je tega rešila, tako da je v člankih in svojih publikacijah onemogočila trditve, ki niso sledljive ali pa nedokazane. Naprimer, v članku, če nekaj trdiš, moraš ali navesti referenco, s kje si to prevzel, ali pa narediti nek dokaz, empiričen ali kakorkoli matematičen. Ali pa iskati vire s fotografijami, z dejstvi iz neke situacije, če gre za to, kaj se je zgodilo. Torej, smo v situaciji, da možgani, kljub temu, da si zapomnijo informacijo o dogodku, izgubijo, še enkrat ponavljam, sledljivost, kje je ta informacija, s kje je ta prišla. In to informacijo kljub temu predstavijo v podzavest in ta podzavestna informacija je vedno na voljo pri procesiranju nadaljnih informacij, ki jih dnevno človek dobiva, spremlja, zanima, postavlja sebe v lasten. Egon, a lahko tole ponovim, da boste preverili, če se razumeva. Skratka, naš si zapomni tisto, kar poantira ta informacija, izgubimo pa podatek o viru. Skratka, in s tem, ko izgubimo podatek o viru, izgubimo podatek o namenu informacije. Kasneje pa ta... Tako, ampak namen sploh ni bistven. Namen je lahko zelo neutralen. Problem je v tem, da se te informacije, ki grejo v podzavest, kopičijo in možgani ne ločijo več, kaj je bilo sledljivo in kaj je samo prišlo kot, ko je takrat, ko je človek to slišal. Ampak zakaj bi bilo vedno vedel, da je neumnost ali pa neka propagandna informacija ali pa pomembna sledljivost? Prosim, zakaj bi bila pomembna sledljivost? Zato, ker recimo znanost se s tem izognila vsem mazačam in vsem trditvam, ki so
všečne, ampak neresnične. Ne, pa se tukaj, Egon, jaz ne trdim, da ta propaganda obljublja stvari, ki se potem ne zgodijo, ampak že zato, da mi stopimo v nek ekonomski odnos, recimo z nekim proizvajalcem ponov ali pa avtomobilov ali pa senčil za oči ali pa za okna ali pa karkoli, ne? Mora oglas, nas mora oglas nagovoriti, oziroma nas mora propaganda in tista vsebina nagovoriti z nečim, ne, z nekim občutjem, nas mora navdati, ki nas potem pospeši v nek odnos. Ja, če se ne strinjam. Ja. Ampak gre za princip, v kateri mehanizem, kako to deluje. Deluje preko podzavesti, ker človek v resnici sam pri sebi misli, da je to itak njegova želja ali pa njegova potreba. Sploh se ne zaveda, da je to produkt nekega podzavestnega programiranja, če rečem temu, subliminalnih informacij, ki jih mediji spuščate in človek v resnici jih ve, da jih ima, ampak se jih ne zaveda zavestno. Ok, deva vzeti en praktičen primer. Recimo, sediva v avtomobilu v nekem zastoju in gledava recimo 100 nekih teh obcestnih reklamnih panojev, ne? Ja. In na enem zagledava enega zadovoljnega moškega, zdaj pomlad, ne, ki stoji na eni taki čudovito zeleni livadi, pred seboj ima en tak čudovit ta žar za dimljenje velikih kosov mesa, ne, in zraven nama prodaja neke brikete za kurjenje tega vrtnega žara po super ugodni ceni, 11 evrov dobiš še obračalko zraven. Ne. Zdaj, kaj ta prizor vzbudi v naju? Ne? Kaj naj jo nagovori? Aha, vidva neko osebo, s katero se istovetiva. Ta oseba ima za razliko od naju prosti čas, preživlja lepe trenutke. Pomagajte mi nadaljevati. Ja, to gre za čisto racionalen ali pa emocionalen učinek neke informacije, ki je nekomu všečna ali pa ne. V danem trenutku si človek lahko celo zaželi ali pa se mu zdi to brez veze. Ampak to sploh ni pomembno. Pomembno je, da ta informacija prišla do njegovih možganov, da jih bo potem pri vsakem razmišljanju na nek način v podzavesti se to procesiralo in bo vedno na ta način pristranski, če tudi se ne bo zavedal, ker je to informacijo dobil, pa čeprav prvotno jo smatral kot nepomembno ali pa irelevantno za njegov način življenja. Torej, propaganda od davnih časov, predvojnih, političnih, kakršnih koli, je vedno delovala tako, da so ljudje poslušali, razumeli, da govorijo neumnosti, ampak je šlo to v njihov podzavest. So možgani v nadaljnih korakih sami to kalkulirali v procesiranje in vedno ta informacija bila pristransko učinkovala na končne odločitve. In če nekomu to pade v podzavest, misli, da je to v bistvu njegova ideja in je s tem v bistvu zastrupljen. Ok, a lahko potem govoriva še o tem, kako nas pa recimo vsa ta propaganda, ki smo jo izpostavljeni, in praktično je, zdaj bom čez palec rekel, 90% vse vsebine, ki jo pokonzumiramo preko različnih medijev, takšna ali pa drugačna oblika propagande, na kak način ustvarja družbo, ne? Kakšne vrednote nam odceplja, kakšni postajamo zaradi tega, ne? Kakšni smo. Ne? To je dejansko snov, ki ukvirja naš vrednostni sistem, ne? Naše norme. Ja, ampak politika rabi v bistvu vodljivo ljudstvo z všečnimi izjavami politikov, da izpadejo na volitvah ponovno izvoljeni. Ja. V resnici je celotna družba na nek način vodena, čeprav ne ravno tako, kot bi politika hotela, ker potem je to, kako bi rekel temu, enačba z več neznankami, kolikor je samih enačb in se ne izide čist po pravilih. Ampak dejstvo je, da vsak zase mora pravočasno prepoznati neko informacijo, ki ni sledljiva in se, kako bi rekel, čim manj izpostavlja takim informacijam, ker če bi vsak vse prebral in vse mogel procesirati, je to za možgane velik napor. In je, kakor vidimo danes pri tej množici vseh mogočih informacij,
kar precejšna zmeda v vseh glavah, ker ne vejo, kaj so relevantne informacije, kaj je fake news, kaj je res tisto, kar je smiselno. No, ampak se je tudi nek konglomerat informacij, ki niso izmišljene, lahko fake news. Ne? To, kar sva midva s Cirejem gledala danes kot poročila, so bile stvari, ki so verjetno dokazljivo resnične, ampak ta skupek je pa deloval kot totalno spretno skonstruiran fake news za doseganje nekega določenega učinka v najnem duhu. Ne? Vsekakor, in to tudi zelo dobro deluje. Ampak jaz hočem samo to reči, če hoče človek ali pa posameznik se izogniti vsemu temu, da ni čist prepuščen temu toku, mora večino informacij, na katerih bazira svoje mnenje ali pa odločitve, preveriti pri virih, kar je pa težko. Tudi poročila, ki jih poslušamo, navajajo vire, ampak ti viri so lahko zelo nezanesljivi. En tak hecen vir je bil, ko so propagirali, da bo hotel prodal posel, v kateri je spal Ronaldo, pa so vsi svetovni mediji to zagrabili kot nekaj resničnega, zgolj zaradi tega, ker je 1. in 2. april bil na drugih koncih sveta malo zamaknjen in je to izpadlo kot novica. Ne? Skratka, tudi neki renomirani mediji niso porok zanesljive informacije. Tako da svetujem vsem, da se čim manj bašejo vse mogočim, kar lahko slišijo in vidijo, in zelo, zelo selektivno jemljajo v svoje glave, kar mislijo, da je pomembno, in še to preverijo, a je to res tako, kar so slišali, pa je bilo reklamirano. Ja, rekli ste selektivno. Ja. Kje pa sploh je izbira? Ja. Mislim, a je to, če jaz gledam oglas različnih proizvajalcev, a je to ta selekcija? Ali je to tako kot na volitvah, ko izbiramo en in isti razvojni model družbe pod 6 različnimi kraticami? Zdaj, ta selektivnost sem jaz določil, bom rekel, iz mojega stališča, ker skušam to početi. Zdaj, razprava o tem, kaj pomeni selektivno zame, oziroma da bi to razrešil, bi znala biti malo daljša. Ja, ne bova zdaj. Ampak vsekakor je nek način, ki si ga vsak človek sam pre sebi mora vzpostaviti, če hoče bazirati na dejstvih in delati nevšečne, ampak prave odločitve za svoje, rekel, življenje ali pa karkoli počne. Egon, najlepša hvala. No, enako. Lep večer. Se slišimo in poslušamo. Hvala lepa. Evo, hvala za izčrpno poročilo, Egon. 01475 2202, aprilska bitka za pozornost. Skratka, v aprilskih oddajah poskušamo debatirati o vsebinah, ki so nam v teh časih na voljo, s katerimi smo vedno bolj intenzivno obstreljevani. Meni se zdi to, bom rekel, izjemno pomembna tema, ne, razumevanje, na kak način mediji in sploh sodobni mediji rudarijo za našo pozornostjo, ker jim to v veliki meri uspeva. Kako razumemo ta odnos, kako te vsebine, o katerih govorimo, sploh učinkujejo na naše možgane, na kak način dostopajo do naše pozornosti, kakšne trike se vam zdi, da uporabljajo pri tem. 01475 2202, razumem, da je nogomet danes, zato mogoče malo manjša vnema, ne. Se mi pa zdi to zelo pomembna tema, oziroma se nam s Cirejem zdi. Ne. Tema, o kateri je vredno govoriti, dokler ne bo popolnoma prepozno. Ne. Tako da, mogoče Cirej, dajva, to že dolgo nisva naredila še en štikelček. Ta je dober. Pol pa nadaljujemo. 01475 2202.
Evo, dober večer, aprilska bitka za pozornost, številka 2. Tema, ki očitno ne zažiga v toplo vodo, ne, se zgodi tudi najboljšim po 20 letih, čeprav se nama s Cirejem zdi izjemno pomembna. Recimo, pravkar smo premišljevali, ne, da je zelo verjetno, da so si s to prvo novico današnjih poročil, ne, da so islamisti poslali mail, da bodo razstrelili Ligo prvakov, da so si s tem zelo verjetno priredili eno večjih gledanosti v zgodovini tega športa. Iz ulice dol namreč, kjer je kar nekaj teh športnih kafičev, slišiva glasne vzklike nogometnega navdušenja, ne? Kar seveda v končni posledici pomeni, da bodo prodali neverjetno količino zelo, zelo dragega oglasnega materiala. Dobrodošli v mašini, spoštovane in spoštovani. O tem govorimo, kako nas te vsebine spretno nagovarjajo, kako nas oblikujejo kot posameznike in družbo, kako krojijo naše vrednote. Verjamem pa, da je včasih težko razmišljati o takšnih stvareh, da zna biti tudi neprijetno. Skratka, aprilska bitka za pozornost, številka 2. Še kakšno minutko vam dava časa, sicer pa se z repom med nogami neslavno posloviva z maestrom Cirejem. Danes smo želeli govoriti, oziroma smo v neki meri tudi čisto o psihologiji oziroma psihozi propagande, o tem, kako vsebine, ki želijo od nas, da se na določen način počutimo, da spremenimo svoje mnenje, da stopimo v nek takšen ali pa drugačen odnos, kako vplivajo na nas, katere trike uporabljajo in ali jih kdaj pri teh trikih zalotite, ali se vam zdi vse skupaj tako avtomatično, kot je bil avtomatičen tale torkov večer, ki se je začel s poročili, ki so bila živa groza in se bo končal z nogometom, ki bo en tak sam neskončen brizg dopamina in razširjanja nekih reklamnih vsebin, ki bodo rezultirale v rekordnih prodajah v ta biznis udeleženih deležnikov korporacij oziroma podjetij. Cirej, očitno teživa v tale eter vala 202 z eno popolnoma nezanimivo in irelevantno temo in sva popolnoma osamljena očitno s to idejo, da je svet znorel. Ne! Evo, nekdo nama bo zadal milostni strel v tej oddaji. Upam, da bo res milosten. Dober večer. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Z Borutom iz Murske Sobote. Borut, živijo. Ja, sem v sklicu oktobra, ko ste imeli eno temo, pa sem zamudil, zdaj pa poslušam, pa me prav kličete, da vas naj pokličem. Ja, hvala lepa, hvala za usmiljenje, ker ste, bom rekel, se pridružili v debati v tej očitno nepomembni temi, ne? Ne, zelo pomembno je, jaz bi to lahko govoril ogromno, vsi me imajo pol kuper, ampak jaz bi pa se spustil v propagando, ki smo sicer malo drugače, ne ti reklamni panoji pa to, ampak politično propagando, ko nas futrajo z tem, da pride do vojne. Zakaj nas ne futrajo obratno, da si poželimo miru? Ja. To za mene matra, vsi voditelji samo pozivajo, moramo se oborožiti, moramo ne vem kaj se pripraviti. Okay, Borut, 3, 4, 5, 10 let se bomo pripravljali na vojno. Borut, to je odlično, to je totalno odlično vprašanje, ne? Zdaj, glede na to, da propaganda takšna in drugačna, ekonomska, politična, ima veliko moč, ne, in ima sposobnost generirati velike energije, ne, zna nas konsolidirati v nekih idejah, ki premaknejo svetove, v nekih idejah, ki zakuhajo vojne z, bom rekel, atomsko-kataklizmičnimi posledicami na koncu. Ne. Torej imajo neko... Na koncu bo izpadlo, smo vam rekli. Da vidim, da je prišlo do vojne. Na koncu je vedno smo vam rekli. Da bomo vsi začeli odobravati vojno. Mi je pa ne želimo. Ampak to pomeni, da imajo ta sredstva tudi potencial, da nas pozitivno sprogramirajo. Seveda imajo, to je psihologija množic. Ja, zakaj nas pa ne? Zakaj nas pa ne? Zakaj smo s Cirejem danes gledali apokalipso namesto poročil pred nogometom? Ne? Pa to pa je enostranska propaganda, ne povejo vsega. Ni zdaj, da bi lagali, ampak če ti prikriva informacije, pa ne povejo vsega, tudi ni popolna informacija. Ne? Naprimer, čujemo samo eno stran.
samo Evropo, samo ne vem, kaj čujemo. Ne? Tu se gre za programiranje, pravim kot množic, že Le Bon je spisal eno lepo knjigo, Psihologija množic, pred 100 ne vem koliko let je že on to študiral in tam vse lepo piše, kako se da manipulirati z množicami. Ne? In v bistvu, če prebereš to knjigo, dejansko vidiš, da je še vedno vse isto, tudi po 100 letih. Ne? Kako se da lepo upravljati z množicami in z ustrezno propagando. Okay, in tudi v pozitivno smer bi se lahko programirali, ampak žal in mediji in novice že izpred 20 let so začeli samo ubil se sekiro, ono, samo kako je nekdo nekoga ubil in samo slabe novice in pol maj ljudje vedno nek dober občutek. Nam se pa to ne dogaja, nam pa če gre boljše. Ne? In spremljajo samo slabše novice. To, da pa je nekdo dosegel na štahovskem tekmovanju, da je dosegel bronasto priznanje, da je dosegel ne vem kaj, zdaj pustimo šport mogoče. Ja. Tega je tako preveč, kruha in iger. In da je nekdo dosegel na nekem nivoju znanja nekaj, pa to nikogar ne zanima. To vidiš tudi po lajkih, 3 lajke ima novica. Tako da, to me malo žalosti, ne. Ok, ampak smo taki sami po sebi ali nas je take ustvarila ta propaganda? Tako so nas ustvarile te novice, pa vsi ti mediji, pa vse ta propaganda, ne. Ampak na kak način? Hočejo nam ustvariti občutek, da smo v stalni, kot so že prej v enem z drugim sogovorili, da smo v stalni nevarnosti, da treba zdaj tu 100 kamer nastaviti. Vse samo, da bomo varni. Pa da ne rečemo, da se neke stvari morajo zgoditi namerno, inscenirane, bla, da potem lahko uvedemo mi neke varnostne ukrepe, 1000 semaforjev, na vsakem semaforju, zdaj nas bo že na koncu ta aplikacija Drive, ne vem, lahko nas po GPS sledi, lahko nam piše avtomatične kazni, lahko tudi pri tabli vidi točno, da nisi imel 50, pa ti takoj dol potegnejo z e-denarjem, itd. Lahko se gremo v to neskončno zgodbo, vendar kam bomo prišli, jaz vedno pravim. Kje so meje? Ja, pridemo v krasni novi svet, ne, če jaz prav razumem. Ja, ker ta stari svet je grozen, ne. Ta stari svet je grozen, ne. Nekdo je na Ligo prvakov poslal mail, da bo vse skupaj razstrelil in Liga prvakov ima v tem trenutku rekordno gledanost in prodali bodo rekordno glasni prostor za rekordni denar in jutri bo šel svet naprej. Ja, šel bo naprej. Samo tam. Ljudje pa smo sami krivi, ne, vedno. Kot množica imamo neko moč, ne. Lahko mi to sprejmemo, lahko ne sprejmemo. Če se je neko artikel podražal, pa ga reklamirajo, narod ga gre kupiti. Ne bi ga kupiti, niste ne gre ga kupiti. Pa bodo ceno spustili. Ne? Da ne govorimo o tistih akcijah, ko je imela ena trgovina, če že ne smemo reklamirati, kolesa 3 za 2, ne. Pol kupiš par KTM, moški žensko kolo, poštenega otroškega zraven za 100 in dobimo, pol pa trgaš dol cene. Prva cena je bila 750 €, zdaj ga pa dobiš na koncu za 200. In tista propaganda, KTM kolo, ne vem, 750 €, poceni, a na koncu ga pa kupiš s 3+2 paketom, da če preračunaš si ga pelo za 170 €. Plus tega še ima trgovina dobiček. To treba zaznati, da nas farbajo na vseh korakih. Samo za dobičke ali pa za manipulacijo, da seveda se s tem ne nujno da kupimo, ne, ker pač določene propagande tečejo, da nas manipulirajo, da imajo oni osebne ali pa neke družbene ali pa neke politične koristi. Ne. In tu se pogovarjaš mogoče z marsikom, ampak na koncu izpadeš neki dostoden, neki teoretik zarote, neki ne vem kdo. Ne, jaz samo hočem debatirati, kaj se v svetu dogaja in kako ni to vse v redu. Ne. Da pa ne govorimo, kako pa še na naše otroke vse to vpliva. Ok, in zdaj še zadnje mogoče vprašanje, kaj bi odgovorili na to. A smo mi sami po sebi družba atomiziranih, sebičnih nesrečnikov ali smo bili takšni s pomočjo propagande ustvarjeni z namenom? Ker kot taki predstavljamo boljše, bom rekel, trženske populacije ali pa boljšo poslovno priložnost. Težko vprašanje. Pa lažje nas je na pašo gnati. Kaj so nas naredili, da bomo lažje vaba, ali kako bi ne povedal?
Ljudje pa zaradi vsakodnevnih skrbi naglicega ne razmišljamo, hitimo tisto, vidiš neko reklamo, kupiš ono. In ko na množici dosegaš ti 70-80% rezultate, pozitivni učinkov. Na koncu smo vsled vsega tega, česar smo deležni, postali verniki ideje, da je svet res en nevaren plac in da potrebujemo nadzor in represijo. Ja, ampak če pa gremo na lokalni nivo, če se mi dva pogovarjava, ne vem, z Šankom pa sva prijatelja, nihče si ne želi ničesar, ne vojne, ne represije, ne nasilja, ne ničesar. Posameznik si ne želi ne vojne, ni ničesar, ampak prihaja pa vse do tega, ker je kriva množica. Ker psihologija množice je drugačna kot posameznika. Posameznika množica poklapca po domač povedano. Če se bo posameznik v množici izpostavljal, da bo ta ali uničila, odvisno zdaj kakšne kategorije množice. Borut, mi da so se za Šankom toplovoda zaklepetala in šla skoraj 4 minute čez oddajo, to je pa kar greh. Najlepša hvala. Nikaj. Pa prosim, pa ne maila poslati, da boste razstrelili finale državnega prvenstva v balinanju. Daleč od tega. Hvala. Pozitiven. Hvala. Dobro. Ok, hvala vam, lahko noč. Lahko noč, evo, tudi s Cirejem se poslavljava za en teden dni. V upanju, da svet ni znorel in da ta dva maila, ki sta danes omogočila rekordne rejtinge, ne bosta meso in kri postala. Hvala, ker ste bili z nami. Prihodnič pa bova kar temo zamenjala, ne Cirej. Tako da ne se bati, evo, na Discordu bom objavil bolj zanimive teme. Hvala lepa, lep večer, prihodnji torek ob isti uri na isti terasi. Živjo.